Prispeli so na drugo stran jezera v Geraško deželo. Takoj, ko je stopil iz čolna, mu je prišel od grobov sem nasproti človek z nečistim duhom. Prebival je v grobovih in nihče ga ni mogel več zvezati niti z verigo. Večkrat je bil namreč v okovih in zvezan z verigami, pa je verige potrgal in okove strl, tako, da ga ni mogel nihče ukrotiti. Vse dneve in noči je prebil v grobovih in hribih ter kričal in se tolkel s kamni. Ko je oddaleč zagledal Jezusa, je pritekel, se mu priklonil do tal in z močnim glasom zavpil. Kaj imam s teboj, Jezus, sin Boga najvišjega? Rotim te pri Bogu, ne muči me. Jezus mu je namreč rekel. Pojdi iz človeka, nečisti duh. Nato ga je vprašal. Kako ti je ime? Legija mi je ime, Mu je odgovoril. ker nas je veliko. In zelo ga je prosil, naj jih ne pošlje iz tiste dežele. Pasla pa se je tam na pobočju hriba velika čreda svinj. Duhovi so Jezusa prosili. Pošli nas k svinjam, da gremo vanje. Dovolil jim je in nečisti duhovi so šli ven in obsedli svinje. Čreda okrog 2000 svinj je planila po pobočju v jezeru in utonila v njem. Njihovi pastirji so zbežali in to sporočili po mestu in po deželju. Ljudje so prišli gledat, kaj se je zgodilo. Ko so prišli k Jezusu in videli tega, ki je bil prej obseden z legijo, kako sedi oblečen in je pri zdravi pameti, so se ustrašili. Tisti, ki so to videli, so jim pripovedovali, kako se je zgodilo z obsedencem in o svinjah. Tedaj so Jezusa začeli prositi, naj odide iz njihovih krajev. Ko je stopal v čoln, ga je ta, ki je bil prej obseden, prosil, da bi smel biti z njim. Vendar mu ni dovolil, temveč mu je rekel. Pojdi domov k svojim ljudem in jim naznani, kako velike reči ti je storil Gospod in se te usmilil. In odšel je in začel oznanjati po deseteromestju, koliko mu je storil Jezus, in vsi so se čudili. Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jair po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč. Z mojo hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke nanjo, da ozdravi in ostane pri življenju. In odšel je z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč. Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Takoj se je obrnil množici in rekel. Kdo se je dotaknil moje obleke? Njegovi učenci so mu govorili. Saj vidiš, kako množica pritiska na te, pa praviš, kdo se me je dotaknil. Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla preden in mu povedala vso resnico. On pa je rekel. Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge.
Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jairu: Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ učitelja? Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: Ne boj se, samo veruj. In nikomur ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi. In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Deklico je prejel za roko in ji rekel: Talita kum, kar v prevodu pomeni: deklica, rečem ti, vstani. Deklica je tako vstala in hodila. Imela je namreč 12 let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve, in je velel, naj ji dajo jesti.